Spoštovane gospe in gospodje, dober dan. Danes sem prišel v Maribor na začetku na sestanek z pokrajinskim štabom civilne zaščite za Maribor in vzhodno Štajersko za to, prvič, da bi izrazil hvaležnost vsem, ki so v tem letu, ki še vedno in bodo do konca skrbeli za naše zdravje in za kolikor toliko normalno življenje. Tukaj ob poklicanih posebej izražam hvaležnost prostovoljkam in prostovoljcem, brez katerih teh preizkušenj ne bi tako uspešno prestajali. Prav tako sem prišel na sestanek zato, da bi dobil njihove vtise o tej več kot leta trajajoči preizkušnji, zlasti nauke, nasvete za naša prihodnja ravnanja. V tem smislu bi rad dal danes v Mariboru en poseben poudarek, ki ga doslej nisem dal v enaki meri. Kot je dejal poveljnik Šestan, je to najin 12. obisk. V bistvu od začetka leta, pa zdaj do konca marca, vsak teden, skorajda, obiščeva po en štab civilne zaščite in se pogovarjava z pristojnimi o njihovem videnju poteka te krize. Če smo doslej v glavnem vedno poudarjali reševanje neposredno same zdravstvene krize, se pravi soočanja z koronavirusom, pa so me že zadnjič na prejšnjem sestanku, danes pa zlasti opozorili, da postaja problem tudi nestrpnost. Ne samo do institucije, ampak tudi med ljudmi in da moramo biti glede tega posebej pozorni. Razumem, spoštovane gospe in gospodje, da smo vsi utrujeni, da imamo različne pomisleke, dvome o ukrepih, vse to je legitimno in sprejemljivo. Kot predsednik republike pa bi vas prosil naslednje. Kljub vsemu, stroka vendarle, tako zaradi cepljenja kot zaradi izkušenj za podobnimi pandemijami ocenjuje, da smo v neki finalni fazi soočenja za to krizo. Ne morejo reči do tedna natančno, kdaj jo bomo potrebni precepljenosti tudi dokončno zaključili, vendar drži mnenje strokovnjakov, da smo nekako v zaključnem obdobju soočenja z koronavirusom. Prosil bi vas, kot predsednik republike bi vas prosil, da po svojih najboljših močeh pokažemo nekaj, če smem temu reči, pozitivne trme, da vztrajamo pri našem strpnem obnašanju, spoštljivem do vseh ostalih in da se kolikor je mogoče dosledno držimo ukrepov. To je vendarle edini način, da na koncu ob cepljenju to krizo tudi rešimo. Sprejmite torej, prosim, moj poziv k temu, da ohranimo to solidarnost, ki je tako čudovito krasila naše obnašanje to dolgo leto trajanja te krize. Naj bo to značilnost naše čudovite domovine tudi v zadnjih tednih in morda mesecih. Naj zaključim ta uvodni del z upanjem, da ne glede na vse ali pa prav zaradi tega, ker kolikor poznam razmere, še vedno upam, da bomo dan državnosti, 30. obletnico ustanovitve naše države, praznovali na prostem in skupaj. Morda bodo še kakšne posebne norme za obnašanje, vendar mislim, da bomo takrat ne samo čez najtežje, ampak da bomo res na samem koncu. Zato vas prosim, kot sem rekel, za nekaj tiste pozitivne trme, da vztrajamo v enem humanem obnašanju, vsak zase in vsi skupaj, zato da na koncu uspemo v tej bitki za zdravje in tudi se mi zdi za en občutek tega, da skupaj zmoremo. To se mi zdi tako zelo pomembno tudi za čas po sami krizi. Imate kakšno vprašanje? Prosim. Kako komentirate izid včerajšnjega glasovanja o predsedniku Državnega zbora in pa par pozicij, ki se zanisala na poziciji? Torej, izvolitev predsednice ali predsednika Državnega zbora je v izključni pristojnosti poslank in poslancev. In niti s komentarjem kot predsednik republike ne smem
vplivati na njihove odločitve ali jih komentirati. Z predsednikom Zorčičem sva v vsem času, ko opravlja njegovo dolžnost, odlično sodelovala in se nadejam, da bova tako odlično sodelovala tudi v prihodnje. Kako pa verjetno komentirate pad pozicije, da je zdaj nastala koalicija? Torej, mislim, da ni usodno vprašanje, ali imamo manjšinsko vlado ali ne, ker tudi v mandatu prejšnje vlade smo imeli opravka z vlado, ki je opravljala svoje delo v pogojih manjšinske podpore v državnem zboru. Vendar je svoje delo lahko opravljala. Dokler bo ta vlada ocenila, da svoje delo lahko opravlja in da lahko najprej in predvsem upam osredotoča svojo pozornost na finale soočanja z zdravstveno krizo, potem menim, da tudi v takih pogojih, sicer politično težjih, država lahko sprejema vse nujne ukrepe za to, da gremo naprej, zlasti, da uspešno zaključimo to krizo. Torej, zaenkrat ne razmišljate o tem, da bi recimo povabili predsednika parlamentarne stranke? Ne izključujem te možnosti, kot veste, sem zelo naklonjen dialogu. Mi smo se na srečanju, ki je bilo pred mesecem dni na Brdu pri Kranju, ko je sodelovalo 7 od 9 voditeljev strank, pogovarjali tudi o drugih vprašanjih, ki niso bile neposredno povezane s samim reševanjem krize. Če in kolikor bo politična volja in bodo voditelji strank menili, da sem v kakšno pomoč, korist za to, da se pogovarjamo, da izmenjamo mnenja, poiščemo najboljšo rešitev za to, da se okrepi, ne oslabi zaupanje ljudi v ravnanje oblasti, vlade, državnega zbora, sem pripravljen to absolutno storiti, brez dvoma. Še kakšno vprašanje? Torej, najprej razlog, zaradi katerega sem bil zadovoljen, da smo lansko leto, pred dobrim letom dobili vlado, je bilo soočanje s krizo. V tej krizi smo še vedno. Mislim, da vsak, ki poskuša nepristransko videti politični prostor, razume, da je dobro, če imaš v času krize, finančne, zdravstvene ali druge, operativno vlado. Bolje, kot da imaš razpis volitev in seveda odlašanje z vzpostavitvijo nove oblasti. To je jasno. Seveda, če ni mogoče drugače, potem pride do tega slabega scenarija. Zato sem bil nekako zadovoljen, da je prišlo do oblikovanja vlade, zaradi okoliščin povezanih z zdravstveno krizo. Najprej in predvsem. Drugače je imenovanje ali razrešitev vlade stvar državnega zbora in ne predsednika države. Predsednik države pa je, to je bil ves čas krize in sicer sodelovanja z vladami moj moto. Vlade ne podpiram, vlade ne podiram, z njo sodelujem, s katerokoli, tudi s to, do konca, kajti vidim samo v sodelovanju moč, da skupaj premagamo to krizo. Še enkrat bi morda odgovoril na vaše vprašanje, tudi ob robu vašega, če in kolikor bo politične volje, da skupaj morda kaj lažje naredimo, se dokopljamo do kakšnih rešitev, ki bi bile dobre za državo, in kolikor bodo voditelji menili, da jim pri tem lahko pomagam, poznajo moj načelen pogled do pomena dialoga in zaupanja in bom rad prisluhnil. Zaenkrat smo še zaenkrat v razmerah zdravstvene krize in moramo biti zelo previdni, da ljudje ne bi dobili občutka, da so nam drugi cilji bolj pomembni od rešitve njihovega položaja, ki jih vedno bolj utruja. Jutri nas čaka lockdown. Kakšno je vaše stališče do tega? Med ljudmi narašča nestrpnost, tudi nezadovoljstvo med različnimi sferami. Pa mislim, da tudi vas popoldne čaka v Ljubljani pred predsedniško palačo protest. Ali sem bil vesel, ko sem na posvetu slišal za predlog strokovne posvetovalne skupine? Prav nič. Toda, ali so me argumenti strokovnjakov prepričali, da je to nujna odločitev? Absolutno. Če ne bi zaupal strokovnjaku, komu naj zaupam?
Strokovnjaki so predlagali ukrepe in v celoti jih je sprejela vlada. Niso popularni, vendar so bistveni za to, da se izkopljemo iz položaja, v katerem smo se znašli. Sicer pa bom vedno verjel, da skupaj lahko naredimo več, skupaj lahko tudi premagamo to krizo. Storil bo vse, kar je v moji moči, da bo čim več strpnosti in solidarnosti in čim manj te razdražljivosti in nestrpnosti, ki tudi je, zlasti ko so krizne razmere, vendar se moramo potruditi, da tega čim manj, da tega ne spodbujamo, ampak da navdihujemo eno solidarnost, ki nas je doslej odlikovala. Glede protesta, Okay. boste sprejeli Ne. ali zgolj slišali? Jaz imam druge obveznosti takrat, če in kolikor se bodo vedli, kot so zapovedane razmere, nisem nikoli imel nič proti protestom, proti temu, da ljudje izražajo svoje mnenje. Samo, da se to naredi na en miren, dovolj spoštljiv način oziroma način, ki omogoča, da gremo naprej, ne da gremo nazaj.